Dragi moji, živijo pozdravljeni nazaj na Alien kanal. Danes imamo še to je pa zdaj debatable, a je to true crime? A je true crime, če govorimo o grozljivki, ki je navdahnjena po resničnih dogodkih oziroma po resničnemu serijskemu morilcu Edu Geinu, drumroll. Preč navdušeno začenjam scary video. Govorili bomo o teksaškemu pokolu z motorko, ki je pravzaprav navdahnjen po resnični zgodbi in po resničnem morilcu. Tole je pač en film, ki smo ga vsi gledali tam 1974, mislim, takrat ga nismo gledali, ker nas že ni bilo. Takrat se je vse skupaj začeli in pa je zdaj še nova verzija in če je, jo imate tlele zdaj. Na Netflixu ne bi bilo, nisem še gledala. Tako da ja, na hitro, teksaški pokol z motorko je načeloma izmišljen, ampak temelji na resničnih dogodkih. A veš, ko gledaš eno grozljivko in si oh my god, hvala Bogu, da je grozljivka in po nekoncu navdahnjeno po resničnih dogodkih in si Govorilka grozljivka govori o skupini prijateljev, ki se nahajajo sred ničesar in jih v bistvu začne napadati in loviti in pobijati družina kanibalov, basically. Tako se jim reče, uradno. Eden izmed teh članov družine je tako imenovani Leatherface, ta najbolj slaven. Njegov najljubši način ubijanja je pa z motorno žago. Torej, ali obstaja in real life Leatherface? Torej, film se takrat je prodajal kot resnična zgodba, ampak v resnici je navdahnjen po morilcu Edu Geinu. Je bil sicer iz Wisconsina in klicali so ga tudi mesar iz Plainfielda. Kaj vprašate? Zaradi tega, ker je bil njegov najljubši hobi, da je izkopaval mrtve ljudi iz grobov in iz njih delal stvari. Delal je pohištvo, tako kot ste mogoče videli, to je tudi navdahnjeno v filmu, če ste videli vse v filmu, to je on dejansko počel. Slekel ljudi in delate kožo in iz njih delal predmete. In dejansko je to počel, ker pač si očitno želel imeti spominke iz njihovih kosti in kože. Cute! Torej v filmu tudi nekdo naleti na to sobo in je tako cel v šoku, ker je vse iz kože in kosti. Ampak pojem tudi zelo žalostno konča in ga nabodejo na kol ali na kabel. Gein, torej ta resnični serijski morilec, ki je obstajal v letu 1968, po nekaj sojenjih dejansko obsojen za krivega umora. Bernice Worden, to je bila ena ženska, ki se je pri njemu doma tudi našel, potem obešeno na kabel, ampak več bomo pol povedali o tem, ko bomo šli dejansko v njegovem življenju govoriti. Gein je bil poleg vsega tudi obseden s svojo lastno materjo, pa ne tako kot moj prejšnji video, kjer gre za posedeno z demoni, v tem primeru je bil on dobesedno obseden s svojo materjo. In tudi po njeni smrti je tiste prostore, v katerih se je ona največ nahajala po hiši, je dobesedno ohranjal identične, kot so bili prej, čeprav je hiša dobesedno razpadala. Pa še en fun fact, prej gremo natančno zgodbo dejanskega Eda. Leatherface ni edin izmišljen lik, ki ga je Gein navdahnil, ampak je navdahnil tudi tele. Norman Bates iz Psihota, Buffalo Billa iz Ko jagenjčki obmolknejo, pa Patrick Bateman v American Psycho, torej precej stari film. Kdo sprašuje, odkje je motorna žaga, meni je to osebno dosti fucked up, ker pač direktor filma Toby Hooper je šel na božično nakupovanje. Takrat, ko veste, da je ful gneče in ful vsega in je gledal prek vrste in je stal in ful dolga vrsta in je stal in se je zagledal, ker je imel lih tam, kjer je stal, bila pač izložba oziroma razstavljene motorne žage in se je zagledal v njih in je bil tako. Sem dobro idejo, kako se zdaj ful na hitro znebo vseh teh ljudi sam. Glavno, ja, na ta način je bil navdahnjen. Pa je tudi tiste žage, ki so dejansko uporabljene v filmu, so bile ta prave motorne žage. Pa zanimivo je tudi, da tist priljubljen prizor s to crazy družino Sawyer, ki so pač kanibali, ki tako v miru jejo takrat, ali hočejo približati to tipične ameriški družini, ki skupaj večere, čeprav je čisto fucked up situacija. Torej, črpanje navdiha iz najbolj običajnih dejavnosti ljudi. Zdaj pa še nekaj o Edu Geinu oziroma Edwardu Theodorju Geinu, to je njegovo celo ime, ki se mi zdi cela kompleksnost njegovega life, kaj vse se je tle dogajalo, se mi zdi noro, to rabite slišati. Imenovan tudi Butcher oziroma mesar iz Plainfielda, rojen 27. augusta 1906, Plainfield, Wisconsin, ZDA, umrl je pa 26. julija 1984, Wisconsin, Madison. Tako da nam ni treba skrbeti, da koga še prišel po noč ukrast, ker ga ni več pod nami. In torej je preživel težko otroštvo. Namreč njegova mami je izjemno, najbolj pomemben lik v njegovem življenju, ki je navdahnila vse ostalo, ampak imeli so bizaren, brutalen odnos. In v smislu, mene vprašaš, je obvious, da je bil to popoln abuse, torej psihično nasilje, ampak ne, če se je ona tega zavedala, ker je bila nenormalno verna. Verski fanatik totalen in vse, da ne govorimo o seksu, ampak še vse ostalo,
Predstavljaj si najvišjo vrsto konzervativnosti in ona je to bila in seks je ona se predstavlja kot samo nujno zlo, da lahko imaš otroke, ampak vse ostalo je pač prekleto in grozno, kar se seksa tiče. In moraš razumeti, da tak človek je imel neko vrsto vzgoje, ki definitivno ni bila v redu in potem oče posledično tega ni dobro handlal in je postal totalen alkoholik. To prinesel skupaj, ne vem zakaj točen v psihologiji, ampak Ojdipov kompleks, I guess, ali nekaj podobnega temu, ker je Ed Gein je oboževal svoje mati. Ampak njegov brat, torej od Eda brat Henry, je pač se zavedal tega, da ni okej. Pač je čutil, da nekaj ni okej, tudi zavedal se je vpliva mami in da to mogoče ni dober vpliv, da ima psiho vpliv. In včasih, ko sem bila sama z mami, sem malo obračunavala, se kregala. Gein kot najbolj zaščitniški do mame, kot mama bila njegov bog, je to zelo slabo sprejemal. In z bratom sta bila tudi zaradi tega v nekem sporu, Leta 1944 je Henry umrl v sumljivih okoliščinah in sicer je pogorel v bližini njihovega doma v Plainfieldu. Torej, takrat ni noben mogel direkt reči, da Ed je karkoli naredil, noben ga ni mogel sumiti, policija ni imela kar navdiha, da je on to naredil, ampak je policijo on direkt pripeljal, direkt do trupla, brez ovinkov, direkt do trupla jih je pripeljal že takrat, Tako da lahko sklepamo, lahko vsaj sumimo na to, kaj se je potencialno tukaj zgodilo. Poleg tega je imel tudi njegov brat, poleg vseh upeklin po celem telesu, ker je zgorel, je imel tudi poškodbe na vrhu glave, tako da. Še sem omenila, njegov oče je umrl že prej, potem pa smrt njegove materi, njegovega boga, leta 1945 ga je pa pustila navideznega poščavnika. On je bil sam, nikogar ni imel, živel je sredi ničesar in si lahko predstavljate, da stvari ratejo weird. Hišo, kakor sem rekla, je takrat popolnoma zabablo, pač hiša je sicer propadala pod prostori, kjer se je ona gibala, torej njena spalnica pa njen kuhinja pa kateri prostori še je, ker je on naredil svetišče lastni mami. 1957. leta je pa potem dejansko Ed Gein osebno pritegnil pozornost policije, zaradi tega, ker je izginila lastnica trgovine z železjem, mislim, da nekaj tacga. Bernice Worden, ki sem jo že prej omenila, in mislim, da je bil on celo zadnja oseba, ki so ga videli v povezavi z njo, pač očividci, In so takrat ga želeli zaslišati, so prišli k njemu damka, da vidimo, kaj se tle dogaja. In niso najdeli najprej njega, ampak najprej so najdeli njo v lopi za njegovo hišo, očitno so šli najprej tja in ona je bila tam dobesedno odprta kot jelen, tisti, ki ga želiš pač na kolinah imeti, brez glave je bila odprta kot jelen, na kavlu. In mislim, da je valjda tudi razkožena, vse, ker se ve, zakaj že je on uporabljal vse te dele telesa, predvsem kožo. Smrt, edino tukaj se razlikuje od teksaškega pokola z motorko, ker ni bil z motorko, ampak je bilo, vse njegove smrti so bile storjene s strelom. Ko so potem naprej raziskovali njegovo stanovanje, obviously so odkrili, da ni pač naredil sam to, da ni samo ubil tiste Bernice, ampak da je tudi ropal grobove, ker so pač našli po njegovem stanovanju dele teh izkopanih trupel, pa s tem mislim dobesedno obraz na predmetu. Torej, videli so obraz človeka, ki ga je izkopal in njegov obraz dol in ga uporabil naprej. Je to Mary Hogan, neka gostilničarka, ki je izginila leta 1954 in to je bilo takrat tudi vse, ker so takrat najdeli 1958 je njegovo hišo grožnje potem uničil požar baje, katerega izvor ostaja nejasen, lahko da so bili to ogroženi ljudje, lahko pa da je bil to, ne vem, ne bom gibala, v glavnem požar je bil. Ko pride do njegovega sojenja, ko ga jasno že imajo zapečati, je on priznal takrat, da je ubil dve ženski, ki sta bile navidezno podobni njegovi materi. Torej ta obsedenost z materijo se je definitivno nadaljevala in zaradi tega je potem tudi moril, ker je iskal njeno whatever, naslednico, dvojnico. Ampak takrat v sojenju se ni nič spremenil, ker je bil on obsojen za absolutno v glavnem mentalno nestabilen. To je zelo pogost pojav. Potem se od 57. do 68. leta, torej 11 let je bil po različnih mentalnih ustanovah. In potem 68. očitno so ga toliko spravili k sebi, da so rekli, da pa lahko sodeluje pri lastni obravnavi oziroma na sodišču spet. Ampak so tožilci takrat ga poskušali obsoditi samo zaradi enega umora, ker domnevno ne bi imeli toliko denarja za več sojenja. Ampak so ga potem v tem času spet obsodili za norga oziroma označili za neprištevnega, za norga.
In vrnil se je lepo v umobolnico, od kjer je tudi prišel. V umobolnici je potem ostal do leta 1984, kjer je tudi umrl. Ne vem, kakšne smrti, ampak ni bil uboj, toliko vemo. Še en bizaren fakt. Torej, a je Ed Gein kdaj dejansko nosil masko oziroma obraz kogarkoli, tako kot Leatherface, obviously? Jaz sem bila tle ziher, da bo odgovor ne, ampak odgovor je ja. Dejansko je nosil maske teh žensk in to je zaradi tega, ker si je želel stlačiti dobesedno žensko telo, ker on je imel potlačeno to željo biti ženska. Nosil je pa tudi ne samo glavo, ampak tudi jopič, cel jopič iz kože, pri čemer so bile gor našite tudi prsi in tudi zunanji del vagine, ki ga je potem sam dal čez tisto, kar je že imel v hlačah, tako da. Pa tudi res, da je bil Ed Gein osumljen večjih umorov, obsojen samo za 2. Tako da ne vem točno, zakaj serijski morilec, zaradi tega, ker za brate recimo nismo ziher, pa da si serijski morilec, mislim, da moraš 3 žrtve imeti. Tako da ja, če kdo kaj ve o tem, naj spod napišete tudi ideje, ki jih imate za naprej za videe. By the way, zdaj sem se končno premaknila, tako da tako nekako bo izgledala, samo še tam neke ledice pridejo, tle, ker je bilo za mano. To je pa to za enkrat, dragi moji alieni. Pridni bote radi si imejte alien out, aj čau.